Drage gledalke, dragi gledalci, in lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Poleti več časa preživimo v naravi, v gorah in na planinskih poteh. Zato smo tokrat v studio povabili planinca, markacista in nekdanjega predsednika Planinskega društva Idrija, Zorana Moreta. Zoran, lepo pozdravljen v našem studiu. Lep pozdrav. Da začneva pri statistiki. V Sloveniji imamo dobrih 10.000 markiranih poti. To je skoraj četrtina poti okrog Zemlje. Ja, poti je teh planinskih res kar velik za eno tako majhno državo. Tukaj je predvsem najbolj znana slovenska planinska pot, potem so pa še druge obhodnice, kot je Idrijsko-cerkljanska planinska pot, Notranjska pot, potem grejo čez naše področje tudi mednarodna Via Alpina, ki se začne in konča v Trstu oziroma v Monaku, pa še druge evropske pešpoti. Za te poti skrbi 950 markacistov. In v lanskem letu ste opravili 35.000 prostovoljnih ur. Ja, to je kar veliko se nabere čez leto. Če pogledamo naše društvo, mi smo naredili lani okrog 600 ur prostovoljnih. Če pogledam sam zase, preko 300, kar znese, če bi hodil delati v službo, po 8 ur, mesec pa pol dela. Dela ste namenili prostovoljnemu delu v planinskem društvu. Sicer to ni samo delo na terenu, je pa veliko tudi tega vnosa v razne programe pri Planinski zvezi Slovenije. Tako. Markiranje poti je zelo pomembno za varno hojo v gore. Ja, zdaj včasih, ko še ni bilo teh sodobnih pomagal, kot je mobitel, je bilo res to edino zelo pomembno, predvsem na križiščih poti, da ljudje niso zašli. Sedaj se pa oblikuje tudi res, nekateri hodijo sam še potem po mobitelu, po raznih kartah, ki so vnešene pri nas pri Planinski zvezi je to aplikacija MAPZS, so pa še druge tudi, ja. Aplikacija, s katerimi si pohodniki na terenu lahko tudi pomagajo. Ja. Marsikdo ne ve, da planinske poti urejate prostovoljci. Zato mogoče, kako sprejemate kritike na račun poškodovanih poti in pomanjkljivih markacij? Ja, kritike so vedno dobrodošle, predvsem, če je treba kakšno stvar, da pade čez pot, da je treba z motorko prežagati ali karkoli. Zato obstaja tudi pri Planinski zvezi Slovenije portal, aplikacija, na katero lahko tudi pohodniki kar direktno vnesejo problem na poti. Se pa dogaja tudi, enkrat je šla ena pohodnica iz Hleviš proti Golakom, pa smo jo rekli, če pogleda, bil je pred par dnevi takrat močan veter, če je slučajno padlo kaj čez kakšno pot in pokliče nekje tam z vojskega, pravi, ja, tam na grebenu, hmalo odkoče, je pa eno drevo padlo čez pot. In jaz sem šel pogledat, sreč, da nisem nesel s sabo motorke, ker je bilo v bistvu samo par vej takih, da sem jih na roka lahko domov. Ampak bi v drugem primeru bi ponosil motorko pol ure čist brez veze. Poznamo oziroma imamo več vrst planinskih poti. Ja, to so te nezahtevne, zahtevne in zelo zahtevne. Zdaj, na našem področju, tukaj na Idrijskem, je edino ena zelo zahtevna pot, to je del poti iz Spodnje Idrije na Jelenk, to so tam čez Kendove robe, ki smo jo zdaj par let nazaj obnovili, zamenjali smo vse jeklenice in kline, tako da zdaj je sodobno opremljena po standardih, ki veljajo sedaj za take poti. Kar pomeni, da je tudi varna. Ja, sigurno je. Za koliko planinskih poti pa skrbi Planinsko društvo Idrija? Za koliko kilometrov je v vaši skrbi? Ja, pa nam imamo v skrbi 125 kilometrov planinskih poti.
In koliko markacistov aktivnih je v društvu? Trenutno smo samo še 4, bilo nas je 7, kar je prišlo približno 13 kilometrov na posameznika, no zdaj se je to število osulo še kar, tako da ja, pride kar veliko kilometrov na vsakega, če gledamo povpreček. Kako, Zoran, pa poteka dela markacista? Markacisti najprej po zimi, pomladi pregledamo vse poti in če vidimo kakšne probleme, potem gremo v delovno akcijo. To so razne podrta drevesa, po zimi se kakšno staro trhljeno drevo podre. Potem pa obnavljamo vsakih približno 7 let markacije na vseh poteh, ker barve pač zginejo. In pa veseli smo, če kdo s poti tudi pošlje kakšno sporočilo, ker marsikje se drevo, na katerih je največ markacij, požaga, lahko se podre, tako da smo veseli tudi, če kakšen jav na društvu ali kakorkoli, ali osebno, da kje je problem. Tudi planinske poti so zelo na udaru teh hudih vremenskih ujm, ki jih smo jim priča zadnja leta. Tukaj so plazovi, tukaj so drevje, si že omenil. Tega je mogoče več kot prejšnja leta. Ja. Ne bomo pozabili tistega žledoloma leta 2014, ko je res veliko poti bilo neprehodnih in potem so prišli v naše kraje še lubadarji, tako da gost je postal svetlejši. In s tem tudi podrastja je zelo veliko na naših poteh, tako da polet moramo kar veliko odsekov pokositi. Kako postaneš del ekipe markacistov? Ja, zdaj pri Planinski zvezi organizirajo tečaje. Zdaj markacisti smo kategorizirani v 3 kategorije. A, B, C. Zdaj ta A pomeni, da lahko v bistvu čistiš poti, pa rišeš markacije, potem B lahko dela že zahtevnejša dela, moraš pa imeti opravljen tečaj za delo z motorko, motorno žago. C so pa v glavnem tisti, ki pa res opremljajo in urejajo zelo zahtevne poti. Vi opravljate vsa delo prostovoljno. Kdo pa krije materialne stroške? Tukaj so prevozi, tukaj najbrž je barva, manjši del, so oprema, so material, s katerim utrjujete poti. Kdo krije te stroške? Včasih, ko društvo še ni imelo kakšnih velikih soldov, so šli stroški tudi v breme vsakega markacista. Potem društvo je malo dobilo denarja, tako da je tiste potne stroške pokrilo markacistom, vsaj to, pa kakšno malco, pa barvo, no, kot si rekla. Zadnje 3 leta pa dobimo povrnjene stroške strani države za vzdrževanje in opremo tudi. Saj pravzaprav poti so del športne opreme, to so kakor športni objekt. Ja, sigurno so poti, sicer niso v dvorani, ampak so na velikem področju športni objekt v naravi. Tako. In marsikje s tem ohranjate kulturno dediščino in pa seveda tudi promocijo turizma. Ja, tudi to drži. Te planinske poti velikokrat grejo mimo kakšnih takih spomenikov, kot so Klavže ali kakšen drug tak pomemben spomenik. Tako da je to del dediščine tudi na nek način. Kateri ohranjate dostopnost in se lahko ljudje jih pač pridejo gledat, ker so do njih urejene planinske poti. Se pa tudi društvo povezujete v okviru komisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije. Kako pa poteka ta del vašega dela? Planinska zveza enkrat na leto organizira dan markacistov, ponavadi tam v začetku poletja pa začetku jeseni. Tam se pač zberejo markacisti iz vse Slovenije.
uredi se pač okolica, tam, kjer je zbirno mesto. Lani je bilo to na Gorenjskem, v Bohinju. Drugače pa, ja, tudi ta srečanja so zelo lepa. Družimo se, spoznamo se še z drugimi, z drugih koncev Slovenije. Tako da, ja, nekar. In pa najbrž je prav, da poveva gledalcem in poslušalcem, da svoje znanje, ki ga pridobite na izobraževanjih, tudi redno obnavljate. Ja, vsakih 5 let imamo licenčno izobraževanje, kjer podaljšamo licenco markacista za nadaljnjih 5 let. V društvu so zdaj zadnje čase tudi kar pridni nekdanji markacisti, ki licence sicer več nimajo, ampak njihovo pomoč, zdaj, ko smo samo 4 licencirani, je zelo dobrodošlo. Kako pa so odzivi pohodnikov, se pravi uporabnikov teh poti, se vam kdaj kdo zahvali za lepo urejeno, recimo pokošeno pot sedaj poleti? Bom rekel tako, da naši slovenski planinci, pohodniki, to zelo redko naredijo, da se kaj zahval. Tujci se pa obvezno vsak, ki ga srečeš na poti, da kaj delaš, kosiš ali karkoli, markiraš, vsak zahvali. Hvala za vaše delo. Lepo slišati. Res. Ja. Če se malo zazreva res v daljno preteklost, poti so vedno bile. Vodile so od soseda do soseda, od hiše do cerkve, do šole. Kako so se pa nekoč vzdrževale te poti? Sigurno ni bilo organizirane skupine markacistov, ki bi skrbele za to, za prehodnost teh poti. Kako je takrat potekalo to delo? Ja, najbrž so kar sprot tisti, ki so šli po določeni poti, metali stran manjše veje, kamne in tako, kar pač pade na pot. Tako da je bila pot očiščena, no? Da je bila prehodna. Bi tudi danes midva položila na srce vsem uporabnikom, da če stopijo pred eno prepreko, katero so zmožni odstraniti, naj se sklonijo ali naj stopijo čez. Zelo lepo bi bilo. Ta lepa navada. Čeprav res marsikdo raje stop čez, pa se mogoče še spotakne, ampak na bo stran vrhu kakšne veje ali pa kakšnega kamna. Ja, fajn bi bilo, da bi ljudje tudi to kdaj počeli. Mimogrede. Mimogrede. Časi se spreminjajo. Nekoč smo za iskanje poti, za spremljanje, smo na pravi poti uporabljali zemljevide, danes nam pri tem pomagajo spletne aplikacije. Ja, pri Planinski zvezi obstaja, kot sem že rekel, ta aplikacija MAPZS in tam se z mobitelom lahko povežeš na tisto aplikacijo in te vodi, v bistvu, oziroma lahko kontroliraš, če greš po pravi poti. Je pa ta aplikacija namenjena tudi sporočanju poškodb. Tudi, ja, tudi. Zdaj smo tudi morali fotografirati določene izhodišča odsekov, da se tudi tam bo pokazala fotografija in boš lahko tudi v naravi pogledal, a si na ta pravem delu poti ali, ja. Digitalizira se ves svet. Ja. Pravilo Planinske zveze Slovenije oziroma priporočilo Planinske zveze je, da se ne nadaljuje več novih poti. Ja, res je. Teh poti, planinskih poti, ki so v katastru, je meni, da že dovolj in preveč, tako da se novih poti ne odpira več, praviloma. Kako pa je z odpiranjem novih turističnih poti, turističnih društev? Vas tudi tukaj angažirajo, da jim pomagate urediti, da skrbite zanje? Kako je pa s temi potmi? Ja, če pogledam sam na našem področju, ko se je urejala pot Feldban, so nas vprašali, ampak če bi mi to prevzeli. Ampak glede na stanje število markacistov v društvu, ki imamo z našimi poti dovolj dela, smo se pač temu odrekli. Vse ne gre. Vse ne gre. Tudi če bi vas dobro plačali. Poznam pa planinsko društvo
Brda, oni čistijo in urejajo te turistične poti po brdih in to bi je zato plačano. Ja. Najbrž so kadrovsko malo bolj močnejše. Ja, več jih je. Ja. Pa tudi menj poti imajo. Ja. Tako, da to zmorejo. Ja. Zoran, da še malo o tebi. Planinec si od malih nog. Ja, upisal sem se v planinsko društvo leta 72, ko sem bil star 13 let. Potem sem v osnovni šoli se udeležil planinske šole. Pol pa pridejo tista malo mlajša leta, ko sem menj hodil v hriče, zdaj pol nazaj me je pa nekako potegnil Branko Vidmar, ki je prevzel predsedstvo planinskega društva Idrija leta 99. Tako da sem bil v tisti ekipi že pod njim, ko se je obnavljala koča na Hlavišah. Potem sem leta 2005 me je nahecal, da sem jaz prevzel za 5 let. No in potem 2010, ko sem pa predal predsedstvo Ireni Lahadar, sem se pa šel udeležiti tudi tečaja za markaciste. To so bila burna leta. Predsednik društva ni kar tako. Ja, kar veliko dela je bilo, pa še koča se je obnavljala, tako da je bilo kar naprej veliko dela. Res. In to odgovornega dela. Ja. Društvo lepo živi. Ja, zdaj kar porihtana je koča, kar vsak pohval, da je lepa. Tist, ki jo obišče tudi mogoče prenočišča, vsi rečejo, da je lepo. In eni rezultati so se pokazali, da smo dobro delali. Tudi preteklega dela, ne? Zoran, kaj ti osebno pomeni biti markacist? Ja, nekaj pač narediš dobrega za ljudi, za pohodnike, ko čistiš, označuješ in tako naprej poti, pa v naravi se giblješ, to je pa tudi veliko. In prijetno izkoristnim. Ja. Odprti ste za nove sodelavce. Kako bi jih povabili? Ja, zelo bi radi pridružijo. Dobili še kakšnega novega. Se letos je eden šel na delovno akcijo pomagati, tako da je lih malo je videl, kako se dela. Bi pa želeli še kakšnega, da bi se vključil v naš odsek. Ker ena je zdaj študentka Klara in prav, da bo šla konc leta, da se bo preselila iz Idrije in potem bomo ostali samo še 3. Tako da je kar kriza, no. Tako da, poslušalci in gledalci in poslušalke in gledalke prisrčno vabljeni v dobro družbo med markaciste planinskega društva Idrija. Zoran, hvala ti za ves trud in napore, ki jih vlagaš v prostovoljno delo za vzdrževanje in čiščenje planinskih poti. Hvala ti za tale obisk danes v studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tebi. Dokler bo zdravje, pa bomo še kaj naredili. Bomo povedali naprej. Vse dobro ti želim. Hvala. Vam, drage gledalke in drage gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.